Slovenski pesnik Tone Pavček je legendarnega Lojzeta Slaka označil kot narodnega junaka. In prav skozi življenje teh dveh odličnih umetnikov se danes lahko sprehodimo v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči. Oba Dolenjca, oba strokovnjaka na svojem področju, oba ljudska. Fenomen Lojzeta Slaka pa se seveda ni zgodil čez noč. Preden je godec zasijal vsej svoji luči, je imel za seboj že okrog 500 nastopov in to na ohcetih, na porokah. In prav tej nastopi so ga zelo močno zaznamovali, bili so namreč odlična šola za naprej. Vključevali so tako petje kot ples, pa zabavo, animacijo, zdravice in pa še kaj. Je pa vedno ostal ljudski. Še tudi, ko so priznanja deževala iz vseh strani, ko je njegova prepoznavnost prešla meje Slovenije, je ostal prizemljen in nič kaj zvezdniški. Kdo je torej bil Lojze Slak? Ljudski godec, nadarjeni glasbenik, umetnik svetovnih razsežnosti ali muzikant, ki ga še danes pozna prav vsak Slovenec. Lojze Slak pa je bil še mnogo več kot to. Ljudski godci v preteklosti recimo niso bili preveč spoštovani, za njih je namreč veljalo, da radi pogledajo globoko v kozarček in da niso preveč delovni. No, Lojze Slak pa je bil vse prej kot to. In prav ta gočevska leta so ga največ naučila. Spoznal je recimo, da mora prisluhniti poslušalcem, ker jih le tako lahko zabava vse tja do zgodnjih jutranjih ur. Naučil pa se je igrati in prepevati tudi širok nabor pesmi, saj so ljudje imeli zelo različne želje. In prav zaradi teh gočevskih začetkov pa je ostal skromen, še mnogo zatem, ko je pobiral tudi številne nagrade in pohvale. Njegovi najljubši skladbi sta bili Podekle in Svatje že vriskajo, saj sta ga najbolj spominjali na njegova gočevska leta in veselo življenje na vasi. Lojze Slak pa ni bil priljubljen samo v Sloveniji, ampak tudi čez lužo. Kar 5-krat je potoval po Ameriki, torej imel turnejo v Ameriki in leta 1970 je bila prva dvomesečna turneja po Ameriki in Kanadi. Na 27 koncertih jih je poslušalo okrog 50,000 rojakov. Pa poglejmo recimo, kje vse so potovali. Nashville, pa Cleveland, Toronto, Montreal, Elliston, Detroit in pa še številna druga ameriška mesta. In menda je bil ansambel Lojzeta Slaka v Ameriki tako zelo priljubljen, da so se tam prav zaradi tega začeli ustanavljati tako imenovani button box klubi. Tako so namreč Američani rekli harmoniki. Button box, torej škatla z gumbi. Lojze Slak je bil tudi virtuoz na diatonični harmoniki. In tukaj v muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka v Mirni peči lahko virtuoz na harmoniki postane čisto vsak. Oziroma ne ravno virtuoz, je pa to edini muzej, kjer dejansko lahko poskusite igrati na harmoniko in pripravite pravi harmonika šov. Tudi če ne obvladate ravno najbolje tale inštrument. In zato bom danes poskusila tudi jaz. Lepo prosim, gospa Ljudmila, da vidim, če sem tudi jaz mogoče talentirana za harmoniko. Namreč mogoče me tole celo povleče in se odločim za igranje, ampak ne garanti. Aha, roke tlele noter. Torej vsak lahko poskusi, čisto vsak. Mislim, da bomo zvok tlele izklopili, ne? Čakajte, jaz sem zelo vztrajna, veste, to je dobra moja lastnost, a ne? Zdaj, še kakšnega učitelja bi mogoče rabili tukaj v muzeju? Tudi Lojze Slak ni iz prve znal igrati, tako da ni problema. A vidite, tudi Lojze Slak ni znal iz prve, tako da zame je tudi še upanje. Pa za vas tudi. Pridite. Ta ljudski godec pa nikoli ni zares odšel. Za njim so ostale melodije polne ljubezni, od pastirčka, ki je igral na orglice, do priljubljenega godca, brez katerega v tistih časih ni minila nobena dolenjska ohcet, je bila dolga pot. Poklonila se mu je celo Ameriška glasbena akademija, na domačih tleh pa je postal prvi kralj polk in valčkov.
Danes ga poznamo vsi kot izjemnega glasbenika, malo kdo pa kot harmonikarja z leseno škatlo, ki je prehodil trnovo pot od virtuoza na diatonični harmoniki, znanega, priznanega in občudovanega po vsem svetu. Feels